V novomeškem hramu kulture je potekalo Maroltovo srečanje, območno srečanje odraslih folklornih skupin 2026, ki ga je priredil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Novo mesto. Organizatorji so dogodek poimenovali Tu je pa ena lepa reč. Na dogodku so se predstavile folklorna skupina Izvir iz Dolenjskih Toplic, kočevarska folklorna skupina in skupine, ki delujejo v okviru folklornega društva Kres, mladinska, veteranska, Združena vodilna in SMS skupina. Vsaka od njih je predstavila nekaj svojega bogatega repertoarja. Govori o spletu zaljubljenega para, ko fantje odhajajo na vojsko in žal se njuna ljubezen tragično konča z njegovim padcem v bitki, tako da je potem ta temačna, hkrati ljubezenska zgodba prikazana na odru. Priprave so izgledale turbulentno, ker smo imeli letne koncerte 3 razprodane, tako da smo imeli letos malo manj časa, ampak smo se potrudili. Predstavili se bomo z dolenjskimi plesami v stari dolenjski noši, rekonstruirani iz leta 1802, pod vodstvom Branke, pa Moškonove, pa dr. Marije Makarovič. V skupini plesam že 10 let, ravno lani smo obeležili jubilej. Značilnost za naše plese pa je, sploh po trki, moški se vrtijo na mestu in udarjajo po kolenih. V bistvu pa še ne pojemo v naši koreografiji zaenkrat, ampak to imamo pa tudi željo, da bi še kočevarske pesmi vpletali v naš ples. Pri mladinski skupini Kresa so svojstven izziv že redne vaje z neusahljivo mladostniško energijo. V bistvu smo zadnja leta kar presenečeni nad številčnostjo mladinske skupine. Res sem vesela in ponosna, da zadnje 3-4 leta imamo tako močno mladinsko skupino, ki je res en tak zametek Kresa in nadaljne gonilne sile Kresa. Tako da je po eni strani zanimanje, hkrati pa po drugi strani je še zmeraj mogoče premalo folklora prepoznana med mladimi. Pridejo dnevi, ko je res zelo naporno, res je veliko, 30 jih je v skupini, tako da včasih je res težko umiriti to energijo mlado, hkrati je pa to en balzam za dušo, ko vidiš toliko mladih, prizadevnih folklornikov v eni skupini. Kresovci so sicer sredi zelo intenzivnega obdobja, ko veliko nastopajo. Kresovci smo ena taka posebna družina, lahko rečem. V bistvu gre za to, da smo povezani med sabo ne glede na starostne razlike. Med nami dejansko ni razlik, se družimo tako mladi kot malo starejši. Tukaj gre za res potovanja, druženja in res, kot sem rekla, ena velika družina. V letošnjem letu smo praznovali našo 50-letnico, ki je bila en tak poseben mejnik. Tudi umetniško vodstvo je bilo predano 3 naslednicam, tako da se zdaj nova oblika, novi načini vodenja in nove vizije, ki zaenkrat ostaja skrivnost. Zelo aktivna je tudi veteranska sekcija društva. Imamo kar veliko nastopov, zdaj aprila in maja vedno več, tako da smo kar aktivni, vaje imamo enkrat na teden, po potrebi pa pred nastopom pa večkrat, če je potrebno. Vedno pogosteje pa opozarjajo nase tudi člani kočevarske folklorne skupine. Želimo, da pridobimo mlajšo generacijo, sploh v odraslo skupino, vabimo vse nove člane in vsakega posebej tudi vsakega gledalca vabimo, da se pridruži v našo skupino, kajti naš namen je, da se imamo lepo, da smo družinica in se lepo družimo. Nimamo pa nekih groznih namenov po zmagah, ampak bolj po druženju. Tovrstni dogodki so za številne folklorne skupine še toliko pomembnejši. Jaz mislim, da je tole zelo v redu, da se lokalno predstavimo, da imajo vse folklorne skupine možnost se predstaviti na taki reviji in je to dobrodošlo, ker dejansko dobimo same dobre odzive in tudi nenazadnje nam selektorji povejo, kaj treba izboljšati, kje smo dobri in to je dobrodošlo za nas. Moram reči, da glede na regije ni enakomerno porazdeljeno, se pravi Dolenjska, Bela krajina, Štajerska zmagujejo po številu revij, medtem ko recimo primorski del je malo bolj podhranjen, kar se tega tiče, ampak je pa zato mogoče tam malo več pevskih zborov ali kakorkoli. Tako da en tak balans med dejavnostmi je. Je pa res, da moram reči, da v Novem mestu je folklornih skupin
kar dobrih in močnih, tako da to se ni bati. Srečanje je strokovno spremljala Anja Verderber, ki je aktivno pozorna na številne stvari. Ja, folklorna dejavnost je taka zapakirana celota. Folklorniki morajo biti pozorni na to, kakšne obleke imajo, kakšno koreografijo naredijo, da je zanimiva, raznolika, tudi za novejšo publiko drugačna. Gledam, kakšna je njihova tehnična pripravljenost, kako pazijo na pozicije na odru, medsebojne drže in tako naprej. Tudi kako znajo to interpretirati, tudi kako glasbeniki znajo narediti glasbo tako, da je dobra plesna in kako vse skupaj zapakirajo eno tako prepričljivo celoto. Tako da polno enih stvari morajo folklorniki znati. Folklora, ki daje poudarek ljudskemu izročilu, še vedno igra zelo pomembno vlogo v družbenem življenju številnih. Ja, glede na to, da je to ljubiteljska dejavnost, torej da se ljudje ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ob službi, šoli in tako naprej, in da vemo, da je danes obveznosti veliko, je še vedno zelo živa, ljudje jo radi obiskujejo, kar tudi v bistvu prikazuje današnji večer, kjer je 6 nastopajočih skupin samo iz območja Novega mesta. Da ne govorimo o otroških folklornih skupinah, ravno prej sva se pogovarjala, da je bilo pretekli teden, sta bili kar 2 srečanji otroških folklornih skupin, tako da ja, zelo živa. Občinstvo je tako v dobri uri videlo 6 koreografij, ki so prikazale bogato kulturno dediščino Dolenjske in Bele krajine. Posebna je v tem, kad je taka dolenjska pokrajina, kad je Tone Pavček rekel, da je valovita, kad bi Bog stresal in je hribčke naredil, tako da je tudi naš ples tak. Malo robat, malo mehak, tako da predstavlja tipičnega Dolenjca. Izjemoma so na srečanju sodelovali tudi člani folklorne skupine Dragatuš, ki se svojega srečanja zaradi objektivnih razlogov ne morejo udeležiti.